Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Upam, da je pred vami ali pa za vami en uspešen dan. Moje ime je Anja Rijavec. In mogoče tisti, ki ste imeli preteklo jesen in zimo in del poletja, malo preveč časa ob večerih, se me mogoče spomnite za ene najbolj kontroverznih in hkrati tudi zanimivih oddaj letošnje sezone, to je Poroka na prvi pogled, reality show, ki je bil na Planetu. Šov, v katerem se da marsikaj povedati. Marsikaj smo že povedali, tako na kameri med samim šovom, marsikaj smo pokomentirali kasneje, sploh jaz, kar rada filozofiram, in marsikaj se še da. In zato smo danes tukaj. In na tej točki, da nam ne vljudna, najbolj da pozdravim in pogostim mojega edinega gosta, ki pa z mano to zadevo tudi uspelo, in to je gospod magister Timotej Strnad. Tako da, lepo pozdravljeni. Zdravo. Ja, Timotej, midva sva se v bistvu spoznala že nekaj cajta nazaj. Ja, tako. Ja, kaj je bilo to, enih 5 let? Ne, to pa ni bilo, no. Ene 3? Ja, mogoče. Sanski moški, kaj je bil letnik? 2022? 2022. Okay. Nekaj tasga, ja. Ja, mislim, jaz se ukvarjam s temi reality šovi že, zdaj pa že po mojem 10 let. Delam te profile in... To je več kot jaz. Že jaz se peta, veš. Ja, že ti si pet v reality. Mava, po mojem, skupaj že dovolj izkušen, da lahko nekako konstruktivno predebatirava o takih in drugačnih pojavih. Po mojem sva kvalificirana, ne? No, sej, tako da tisti, ki se mene mogoče ne spomnite s Poroke na prvi pogled, se me spomnite sanskega moškega, ja. Vse kaže, da se me je prijel en sloves serijske obiskovalke reality show, kakor radi rečejo tisti, ki berejo kakšne novice, kakšne članke, ki komentirajo po Facebooku, ampak nimaš kaj, pač življenje je tako, nekako sem v to zapadla in kar je moje posebno, zanimajo me odnosi. In sploh nekako, ne vem zakaj, ampak ti reality showi, ki so fokusirani na odnose, mogoče tudi na partnerske odnose, so ena taka stvar, ki pač, ja, me je potegnila in me zanima, mogoče malo tudi zaradi tega, ker tudi jaz sama, tisti, ki ste gledali šov, veste, da nisem imela še nikoli ta pravega fanta. Ja, Poroka na prvi pogled je definitivno en tak šov, ki je ena, ni sam šov, ne, je mešanica tiste drame, tiste prvinskosti, ki jo poznamo na splošno z te reality scene, se pravi, da se nekaj dogaja, pa da je malo mastno, malo kontroverzno, pa tako, da ti je skoraj težko malo gledati, veš, tako z enim mučem, pa malo guilty pleasure, ampak hkrati pa tudi ima eno strokovno podlago, vsaj to naj bi bil namen. Če se strinjaš, ti kot nekdo, ki je v bistvu bil prisoten 3 sezone kot strokovnjak, v bistvu sam letos nisi bil, a ne? Ja, načeloma bi naj bil point tega šova, da se poparčkajo ljudje, načeloma nekateri ljudje, ki so kompatibilni, nekateri ljudje, ki so mogoče tudi malo manj kompatibilni, ampak pri katerih se sklepa, da bodo sposobni ali pa da bodo z dovolj motivacije sposobni spremeniti svoje vedenjske vzorce, spremeniti svoje prepričanja, mogoče tudi zato, da bodo lažje tvorili odnose, če ne v šovu, pa v prihodnosti v svojih življenjih. Tega sem se jaz tudi malo nadejala iz tega šova. Zdaj, eni mi verjamajo, eni pa pač ne, tako vsi imamo radi svoje mnenje o ljudeh, ki se spuščajo v reality šove. Poleg vsega, ne, česar se moraš zavedati, ko se v nekaj tasga spustiš kot tekmovalec oziroma udeleženec, je velika dodana vrednost, če lahko iz tega nekaj odneseš tudi zase. In to je tak šov, ki ima tak potencial, ne. S tem, ko so vključeni 3 strokovnjaki, ki so pač naj bi bili oziroma so kvalificirani za to, da nekako komentirajo odnose in jih znajo ne samo prepoznati, razumeti, ampak tudi usmerjati, da se popravijo, to je zelo velika stvar. Če lahko, to je kakor, da bi nekdo ti šenkal ene 100 ur odnosne terapije in to je lahko zelo pripomore k tvojemu osebnemu razvoju, no. Tako da letos s to mojo udeležbo, ne, pri moji osebni izkušnji, jaz sem se tega res, sem se nadejala tega, no. Lahko rečem, lahko priznam, ne glede na to, kakšnega partnerja so mi, oziroma sem pričakovala, ali pa ne pričakovala, da mi ga bojo izbrali, nekaj od tega bi se mogli dati odnesti. Ali pozitivni, ali mogoče v neki izvorno negativni smeri, ampak osebna rast je tista, ki
ki se lahko iz tega šova potegne. V neki meri, seveda, še vedno je šov. Tisti, ki ste spremljali, mogoče veste, da sem bila ena tistih, ki je bila včasih rada glasna glede tega, da bi rada več, da bi mogoče rada slišala malo več tega strokovnega inputa. Zdaj, odkje je to išlo, mogoče sem imela tudi jaz napačne pričakovanja, oziroma mogoče sem imela previsoka pričakovanja, vendar le se tle ukvarjamo z ogromno ljudmi, ampak nekaj mi je manjkalo in zato smo danes tle, če se strinjaš. Ja, no, sem razumel, da je verjetno to point tega podcasta, da poskušamo mogoče kje, oziroma upam, da bom lahko dodal kak pogled ali pa nekaj, kar mogoče ni bilo omenjeno. Seveda je tudi pomembno omeniti, da po vojni je lahko vsak general, ne? Ja. V smislu, midva še vedno komentirava delo drugih ljudi in vso spoštovanje ljudem, ki so se načeloma lotili in so to zadevo izvedli. Zavedam se, da je na nek način tudi konflikt, notranji konflikt v tem, da želiš ti oddajo podati čim več gledalcem, hkrati pa skušaš narediti zadevo poučno, ne, pa zanimivo, za nekoga, ki se želi nekaj naučiti. Ne. Se pravi, po eni strani želiš neke šokantne, dramatične situacije, po drugi strani želiš te situacije razdelati do nekega jedra, kjer bodo ljudje lahko iz njih potegnili nekaj za sebe, za svoje odnose, recimo za neko svojo osebnostno rast. In ogromno krat morajo tudi izvajalci teh oddaj, pa ne govorim samo o poroki, ampak tudi na splošno, mogoče v reality šovih, morajo sprejemati odločitve, ki grejo bodisi v eno, bodisi v drugo smer in s tem žrtvujejo mogoče potem bodisi kako kvalitetno informacijo, pa kako dramatično situacijo. Ja, itak, se strinjam. Je tudi res, da jaz sem mogoče zahtevna stranka, tako bomo rekli. Rada se poglabljam, rada bi res slišala čim več, rada bi pač čim bolj v globine teh stvari se podala in razumem tudi, da pač v množici vsega, kar je treba pač zagotoviti, da se en tak projekt izvaja in da je zanimiv in da teče in da zgodba teče in da se še ta dodana vrednost dodaja. Včasih mogoče preprosto zmanjka časa, mogoče ni tako zapeljan, kakorkoli. Je pa tudi res, da mogoče, na koncu vojne vsak lahko general, ampak na koncu vojne ima tudi vsak lahko najboljši pogled. Pogled, no, tako. Ja. Tako da mogoče zdaj primeren čas, da se dva človeka, če lahko tako rečemo, v prvi vrsti človeka, nekdo, ki je bil osebno udeležen in nekdo, ki je strokovnjak, v te zgodbe malo bolj zatopita in najdeta mogoče še kaj, kar so ljudje eni že videli, eni mogoče so videli drugače, pa se jim lahko to predstavi z drugačne perspektive. Skratka, da se malo zatopiva v te ljudi, oziroma ne ljudi, da reči te like, zaradi tega, ker pač sam šov je še zmeraj šov. In tudi ti ljudje, ki noter sodelujemo oziroma sodelujejo, so v resničnem življenju veliko več, kot to, kar kamera pokaže. Logično. Tako da bova rekla like. Predvsem pa, da pogledava odnose z njihovimi partnerji, ki so jim bili izbrani, težave, ki so jih imeli in kar bi bilo najbolj zanimivo, poskušava najti kakšne točke, kakšne načine, kakšne prijeme, kako bi lahko te odnose dejansko popravili. Oziroma saj v teoriji. Veš, ker to so vse ene take stvari, ki se tudi v resničnem življenju dogajajo. A ne? To, kar smo videli, to je reprezentativa. Se je vedno tako verjetno. Ja, se strinjam. No, tako. Nimam kaj za dodati. To bova poskusila, pa mogoče nagruntava kakšno toplo vodo. Tako da šla bova po vrsti, pogledala si bova vsak lik oziroma vsakega udeleženca, vsakega mojega sotrpina, vključno z mano in tudi z Denisom, kar bo po moje zelo zanimivo, posebej odnose z njihovimi partnerji in na koncu mogoče poskušala potegniti tudi kakšno rdečo nit, kako lahko v resničnem življenju, če pridemo v en podoben odnos, ki ima take elemente, urgiramo tudi oziroma se obnašamo, sodelujemo in popravljamo. Tako da, dobrodošli v našem podcastu Reality Check v okviru Slovenskih novic. Deva začeti po moje kar s prvim parom. Bi se bala, da bi bila to jaz pa Denis, pa mislim, da nisem pripravljena na to, je treba najprej malo kilometrine, pa se lahko lotimo tega, ker to bo. Pa gremo v analizo. Cela zadeva. Se pa lahko lotva z mojim drugim najljubšim parom, sicer to bi bila
Janja in Matic. Jaz imam Okej. Janjo zelo rada, Janja je moja prijateljica, sem tudi edina, ki je ostala mi blizu tudi po šovu, no. Mi dve sva se res dobro razumeli, a ne, so se pa ljudje to delali norca, a ne, da če eni pa drugi z moškimi ne uspe, imava še vedno ena drugo, pa se mi sploh ne zdi toliko slabo, a ne. Ja. Ja, Janja in Matic naj bi bila perfekten par na papirju. To se je veliko govorilo, preden smo zares začeli vse skupaj, čisto na začetku eksperimenta, ker če jo pogledaš, sta si tako estetsko na vides mogoče res malo podobna. Oba sta malo tako ezoterična, veliko data na neko izkušnjo življenja izven te oprijemljive, na duhovnost, na pač ta nekaj več, na iskanje nekaj več v življenju. Oziroma, če jo pogledaš, vsaj izgledata tako, ne, imata rada, ne vem, bele lanene srajčke, pa svilo, pa nakit iz kamečkov in školjkic in tako naprej. Tako da ja, mogoče na pogled res, ampak ko so se začele stvari odvijati, jaz nisem še videla dveh bolj različnih ljudi skupaj. Tako, skoraj po pravici. Ona kot nekdo, ki zelo dobro ve, kaj hoče, pa naj bo to svetu všeč ali pa ne, ki bo tudi jasno pokazala, če ji kaj ni prav in s tem nima nobenega problema. On, ki je zelo fajn fant v bistvu, tak zelo prijeten, res z njim ni tako nobene težave, vsak bi si ga želel za prijatelja. Šele ko se z njim malo bolj povežeš, dajmo reči, v nekih smereh, ki jih eden od dveh dojema kot nadaljevanje v nek drugačen odnos, ratejo pa težave. In to vem tudi iz lastnih izkušenj čisto po nesreči, kar bom tudi povedala. Skratka, ja, Janja in Matic, par baje dobro prognozo, ki se pa niti na poroki ni ujel in kasneje je bilo sam še slabše. Tako da kaj je bila rdeča nit njunih problemov? Ta, da je Janja imela konstanten občutek, da Matic premalo prispeva v vsakodnevnem življenju, v smislu čistko hišnih opravil, nekih takih rutinskih stvari, ki so v odnosih, da se dva pomagata, da pač življenje čistko tehnično laufa. In druga stvar, da je imel on zelo, zelo veliko potrebo po telesni bližini in je to izražal, kot da ni jutr. Tako da, ja, eno tako zanimivo razmerje, če se najprej njega lotva, kako lahko opredelimo neko zrelost. Na eni strani zrel človek, ki je pripravljen, da se razmnožuje, a hkrati včasih ne obvlada svojega življenja, niti tehnično. Mislim, ja, zrelost lahko opredelimo že s tem, da ne sledimo slepo tem svojim notranjim željam in nagonom, ne? Oziroma tudi ne sklepamo, da se je svet primoran prilagoditi našim željam na kakršenkoli način. Medtem ko zrelost v partnerskem odnosu, pa mislim, da je predvsem smatranje, da sva tukaj oba zato, da si medsebojno pomagava, se pravi, oba dva morava nekaj vložiti v ta odnos. Zdaj, kaj vlagava, ne, je seveda odvisno od obeh posameznikov, se pravi, ljudje imamo različne izkušnje v življenju in imamo drugačne potrebe po tem, kaj zahtevamo od partnerskega odnosa, ampak tako zelo stereotipsko smo moški tisti, ki načeloma tradicionalno naj bi nudili varnost na nek način, ženske pa tiste, ki naj bi nudile toplino in podporo in topel dom na nek način. Tako, to se pravi, če ne prinese en svojega ali pa drug svojega, potem začne drugi pač zahtevati to, ne? In je to čisto logično. Jaz pogrešam to, da ti urediš nekaj, ne? Daj, idi ven pa vlovi nekega merjasca, pa mi ga prinesi domov, pa bomo ga jedli, ne? Če ti hočeš, da ti jaz nudim to, kar ti jaz lahko nudim v odnosu. A pa za začetek si saj poslo sam pospravi, a ne pa ne se kregati okrog tega. Recimo, to je moderni ekvivalent tega. Ja, se to so tudi strokovnjaki v samem šovu izpostavili, ne, definicijo varnosti, ampak je on tako malo je zavrnil, ne, so Janjo vprašali, a se ti počutiš varna z njim, pa rekla, ja, ne vem, in pa on rekel, ja, jaz mislim, da se, a ne, čeprav to ni bil to ni njegova odločitev, a se ona seveda varna počuti, a ne. Tudi, kaj varnost pomeni, ne, tle več ali manj izhajamo iz neke čustvene varnosti, iz nekega občutka, da nam v življenju ne bo treba toliko trpeti, ker je zraven nas en človek, ki nas razume, ki nas podpira, ki pač se nekako z nami deli vse to življenjsko delo in razmišljanje vse skupaj in deluje tako kot neka celota. Tako da ja, to je tle manjkalo. Stvar, ki mi je bila pa pač zanimiva pri komentiranju tega para je, da
Dobro, Janja je ratla zaradi tega tudi malo grenka, tudi tega se bova dotaknila, kar je pa tudi nekako zelo vplivalo, dajmo temu reči, spet na njeno podobo na internetu. Ampak zanimivo je, da so nekako krivdo v narekovajih za to, da pač njima dvema ne gre že ta prvi tehnični del, pripisali Jani. Ker zakaj? Ja, Janja, on ne more vedeti, kaj si ti želiš, ti si tista, ki mu mora povedati. Ona je rekla, ja pa sej mu povem, ampak niti nisva tako daleč, da bi lahko razglabljala o teh željah, ki so moje. Ampak jaz ga ne mislim vzgajati, jaz nisem njegova mama, me se ne zdi, da sem dolžna mu reči, zjutraj, ko se vstane, se pospravi poslo, ali pa 4 tedne staro pašto se vrže v smeti, se jo nima še naprej v sobi na policiji, ne. Tako da se ti zdi, da so ženske, mislim, a je sploh prihodnost v tem, če mora ženska svojega partnerja vzgajati? Kam to prideš? Mislim, obstajajo tudi odnosi, ki funkcionirajo na ta način, da damo to na stran. Ne? Seveda obstajajo tudi odnosi, ki funkcionirajo Pa za kako ceno? Iz aspekta pravzaprav mamica otrok. Ne? V smislu, bom ti jaz pospravila, bom ti ne? Ampak ponavadi v teh odnosih tudi ženska dobi nekaj od moškega, nekaj, kar ona zahteva. Ne? Bodi si finančno vlaganje, bodi si kakršnokoli drugo obliko varnosti, recimo, ali pa kakršnokoli drugo obliko stabilnosti, ki jo pač zahteva. Lahko tudi pač neke druge usluge, ki jih moški pač lahko nudi. Ne? Če pa tega ni, potem pa tudi ni nobenega smisla, zakaj bom jaz za tebe skrbela, če pa ti meni nič ne daješ. Ne? Vse je čisto logično vprašanje. Zakaj biti v odnosu, ja. In posledično, jaz mislim, da kriviti, hkrati tudi ne moramo reči, ti si kriv zaradi tega, ker si imel tako življenje, ker ti ni bilo pokazano, da pač je treba neke stvari izrihtati. Ne? Da je treba za sabo pospravljati, da je treba pač biti, ne vem, uglajen, poslušati drugo osebo, ne vem, jo vprašati, recimo, kaj bi mogel jaz narediti za to, da bi se ti počutila varno. Ne? Recimo, neke take stvari, hkrati pa je po mojem zelo napačno tudi drugo osebo kriviti v smislu, ti pa te stvari vidiš, ti bi pa zdaj morala zaradi tega se na njih prilagoditi. Ne? Ker ni moja odgovornost, da tebe vzgajam. To se velikokrat dogaja, ko družba nekoga, recimo znotraj odnosa oceni, da je, dajmo temu reči, zelo v narekovajih, bolj zrel, pa bolj kompetenten za odnos, je kar naenkrat njegova dolžnost, da pač ta odnos vzdržuje. In če reče, ne, tega se ne grem, to ni to, kar jaz hočem, si pa jaz žlehci, koliko si nesramna, lej, pa on se trudi, saj on je fajn fant. Ja, če ti odnosu nič ne doprinese, zakaj bi v takem odnosu bil, ne? Sej ženska, pa tudi kakšen moški, ne? Sej boljš, da si sam, kakor da imaš s sabo nekoga, ki konec koncev ti vsaj v tistem trenutku nič ne dodaja, ampak ti dodaja samo dodatno delo, pa pije živce, dajmo temu reči, pa brez zamere. Poznaš izraz strateška nekompetentnost. Ja, ti povem, kaj mislim, da to pomeni. To pomeni, da nekdo, ki mu je rečen, da pač premalo prispeva, za nalašč prispeva še manj zaradi tega, da ona oseba obupa in da reče, lej, ti si popolnoma nesposoben, jaz bom vse naredila sama, samo točno to. Ja. Če pa ne znam, daj odnesi smeti ven, če pa ne znam s temi, če pa ti to tako dobro narediš. Ne, se to poznamo, to je na vseh področjih se to pojavlja, to se pojavlja v službah, to se pojavlja v odnosih, to se pojavlja kjerkoli. Idi sfotokopirati te papirje, ne, če ne znam s tem fotokopircem, daj ti boš to ful prej, ne, in potem nekdo drug pač to naredi namesto tebe, ker on ne zna fotokopirati. Zanimivo, ne? Če pa to poveš to situacijo, nekomu pa bi rekel, ja, pa kako si nesramna, da pokaži mu, kako se fotokopirc uporablja. In to je tudi legitimno, ne, pokaži mu enkrat ja, ti pokažem in potem je to, potem znaš, če ne znaš, potem vidim, da pa se pa ti malo počasi učiš, ne, soči, mogoče nimam potrpljenja s takimi ljudmi, ki tako počasi prevzemajo neka osnovna znanja, ne, mogoče pa ne želim biti v odnosu z tak nekompetentno osebo, ne. In ja, če partner oceni, da premalo daješ na tak odnos, kakršnega koli razloga, tudi nagrade ven iz tega. Ne? Ker recimo, Matici je bilo videti, on bi si zelo želel fizično bližino, kot sem že rekla. Tako res zelo, zelo, zelo si je tega želel. Ampak, če vidiš, da imaš na eni strani žensko, ki je popolnoma nezadovoljena v svojih potrebah, tudi tvoje potrebe
ne bo imela želje jih zadovoljevati. In tudi, če pritiskaš, tudi, če se jeziš, tudi, če poskušaš enkrat z te strani, enkrat z druge, enkrat z lepa, enkrat z grda, vse, kar boš ven iz te ekvacije dobil, je tečna baba. Ja, mislim, še bolj, ko boš probaval, bolj boš dosegel nasproten učinek. Ne? Se pravi, ker s časom pa potem pride ven angleški izraz je neediness, ne? Oziroma neka globoka potreba po bližini, ki pa je sama po sebi izjemno neatraktivna. Ne? Se pravi, to še pa dodatno potem odvrne osebo, ja, daj bomo mi dva za nekaj skupaj, na tretje. Dost manjša verjetnost, da se bo pol karkoli zgodilo. Ker kaj si želimo pol dobiti miloščino? Mislim, v tem smislu se tudi, po mojem, si tudi moški dostkrat, ki grejo v to na ta način, ali pa tudi ženske, pač se je lahko kdaj tudi obrnjeno v odnosih, ne premislijo tega, ker verjetno si ne želijo seksa iz miloščine. Ne? Jaz bom tako rekla, mislim, tudi jaz bi bila na slabi volji in tudi pikrat, kar je bila ona, sploh po nekem daljšem obdobju tumbanja ene in iste stvari, in ko vidiš, da pač nikamor se ne premikaš in da samo zapravljaš čas. Tudi jaz, če bi mu mogla reči, a si lahko, prosim, pospraviš poslo. In ona pa naredi, ne bom. Oziroma, bom, ampak samo, če boš pa spala z mano. Ja, kot da smo na tržnici. Pričakovati dobrega rezultata. Veš, to je iz otroškega vedenja prideš v neko čist odraslo zahtevo in da to dvoje ne gre skupaj. Ja, mislim, tudi zahteva je načeloma otroška, ne? Bom si pospravil poslo, če se boš potem igrala z mano, pa se bom jaz imel fajn zaradi tega. Mislim, ja, ne. Si igrala z mojim pimpkom. Ja, ne dobiš tega za nagrado. Mislim, to je nagrada za ene čist druge stvari. Tako. No, in zdi se mi, da je bil to v bistvu ta glavna srž problema, ki se je že zelo hitro zgodila in dobro bi bilo, mislim, da bi bilo za marsikoga dobro, tudi ki gleda to oddajo, ne? Da bi se povedali, da iz občutka, da nisi varen, iz občutka, da tvoje potrebe niso zadovoljene, hkrati pa se nad tabo izvaja pritisk v nečem drugim, za kar si že povedal, da ne želiš in si ti ujet v tem, ja, rataš žleht. In Jani je bilo veliko očitano, da je zelo žleht do njega, da je neprijazna, medtem ko je on tak sladek medvedek. Se tudi on je v bistvu fajn, z njim se je lepo pogovarjati, z njim je res lepo biti tako prijatelj, če pri tem ostane. Ampak ja, če si pod take vrste stresom, ne mora biti drugačen učinek. In tudi ona je pa imela neke svoje prijeme, kako v bistvu v tem pristopata, ne? Kako bi od tega vse nekaj odnesla, ker strokovnjaki so jo poleg tega, da so govorili, da mora ona njega vzgajati, so v bistvu bili tudi na njegovi strani z vidika, da mu mora ona dajati fizično bližino, kar je bilo meni že takrat čuden. Zakaj bi ona dajala spolno in fizično bližino nekomu, ki jo ne privlači na ta način? Mislim, ja, to je zelo spozek tenen. To je kogarkoli tiščati v fizično bližino proti njeni ali pa njegovi volji je popolnoma nesprejemljivo, po mojem. Mislim, ne vem, sicer ne poznam konteksta te situacije, specifično se ne spomnim točno, kaj se je zgodilo glede tega, o čem govoriš, ampak v vsakem primeru pa to ni način, da dejansko dosežemo bližino, ker ne more biti posiljena. Mislim, to je, zdi se mi nepojemljivo. Se ni tako bistveno prav niti, kaj se je v šovu zgodilo, ampak kar sem hotela reči, je tudi v resničnem življenju. Kupovati si nekako upanje za odnos s tem, da ti daješ več fizične bližine, ker to ženske velikokrat počnemo. Ker marsikdo, ko je nekaj narobe, te vpraša prijateljica, ja, koliko imate pa vi dva kakšnih drugih aktivnosti? Ja, zato je tako, ker ne spiš z njim. In pa imajo ženske krivdo v sebi, ja, ok, mogoče sem premalo seksualna, mogoče premalo tega dajem, mogoče me zato nima rad. Ne deluje to čistko. To je kakor, ne vem, tiste zadnje faze slabih odnosov, ko je že vse narobe in ko je res že močno narobe, se odločam, mogoče pa rabimo še hujšo fizično bližino, dajmo otroka narediti. Ne pomaga nikoli. Pač tle se mi zdi, da tazga odnosa se na tak način ne da reševati, tako da tudi spodbujati k temu nima. Ja, mislim, pa imamo samo pač disfunkcionalen odnos, ki ima zraven še spolno komponento in s tem sam še poglablja to travmo tega odnosa. Ne? Se pravi, pol pa moramo si biti še blizu, pa moram spustiti osebo, da se me dotika, ki mi je že itak odvratna na nek način. Ja, ne, to je nepredstavljivo v bistvu.
No, ona je imela pa pol eno zanimivo rešitev, kako bi vsaj malo zadovoljila tako strokovnjaki na eksperiment, kot tudi njega s to bližino, hkrati pa ne šla čist čez sebe. In sicer reka, lahko se drživa za roke, ampak naj bo med nama palčka. In pa sta v bistvu držala vsak za svoj konček palčke, ne, in rekla, ko bo boljš, ko se bom počutila bolj varno, ko boš za moje pojme več prispeval v ta odnos, bova to palčko lomila. In meni je bil to zelo simpatičen pristop, čeprav so se delali ljudje norca, kaj zdaj za palco ga boš držala, pa daj prim ga, saj fajn fanta, ne. Še dobro je naredila, jaz ne bi šla tako delš v bistvu. Mislim pa saj tudi to imamo, ne, se pravi, nekdo je fajn kot oseba, kar si tudi opisala, ne, super fant, ampak hkrati pač v odnosu ni to, kar druga oseba išče, ne, in tudi to je čisto sprejemljivo. Saj lahko, saj ogromno ljudi potem pač na nek način zajadra v friend zone. Na osnovi tega. Super, si fajn zameniti, ampak me ne privlačiš na tak način, nisi mi atraktivn. Ne? Zaradi tega, ker pač nimaš nekih lastnosti, ki jih jaz pričakujem od človeka v tem odnosu. Ampak hkrati je pa to tudi ful pomembno prekomunicirati in to vem, da je ful težko. Se pravi, težko je biti zavrnjen in težko je tudi zavrniti. Ne? Tudi če gremo še naprej, je potem tudi odgovornost človeka, da konstantno pritiska, ne, in drugo osebo sili k temu, da ga konstantno zavrača, povzroči ogromno frustracijo. Ja, na obeh in potem straneh. tudi zelo grenek odnos. Ampak pač fajn je, da tudi to pravzaprav že čisto na začetku skomuniciramo. Jaz si želim recimo od partnerja te pa te stvari, ti mi tega ne moreš nuditi, ali misliš, da bi mi bil sposoben to nuditi v roku naslednjih nekaj. Zdaj se bom midva za palčko držala, pa bom jaz videla, če boš ti v enem trenutku to sposoben nuditi, ne boš, pa je palčka razdalja, na kateri sva. No, in ko govorimo o nudenju, tle vseeno bi verjetno mogli se malo bolj fokusirati na to, da tudi on njej najprej nudi varnost in šele pol fokusirati se na to, da ona njemu nudi fizično bližino kot zadovoljitev njegovih potreb. Se mi zdi, da tle, če gledamo neko hierarhijo, so vseeno tiste njene, ki jih je ona želela, nekako bolj fundamentalno pomembne za odnos. Mislim, vedno, ne? Saj tudi, zdaj mogoče zajadral malo v biologijo pa v evolucijo, ampak načeloma je ženski spol pri človeku, ki po oploditvi je investiran v tisto bitje v sebi naslednjih let, ne, mnogo bolj vreden in zaradi tega tudi mora dosti boljše izbirati osebo, ki bo jo spustila v to. Kar pomeni, da seveda je njena odločitev glede tega, če bo njega spustila k sebi, mnogo več vredna oziroma ima mnogo višjo avtoriteto kot njegova odločitev, da on želi nekaj imeti z njo. Ne? Ja. Ne. Jaz sem tudi prepričana, da če bi se tle mogoče bolje prepoznali, kaj je tle dejanski problem znotraj tega odnosa in mogoče malo bolj delali na tem, da bi on spoznal ta svoj del doprinosa, ki ga še mora dodati in da bo logična posledica, ko bo ta del narejen, to, da se bojo na njeni strani ali pa na strani ženske, tudi če kakšne druge, vse te stvari uredile, bi bil dosti boljše sporočilo, kakor nasilo sili tega, ti se mu približaj, ker pa bo zadeva zgledala bolj kredibilna. Ne, njega je treba vzgojiti, da bo lahko pač to nekako na nek način sprejemal, da bo to žensko znal ponuditi in pa se bojo ženske odprle same. Ja, vse je lep fant, ne, konec koncev. Ja, bo pokazati, kako priti skozi ta močen filter. Ne? Kar je pa v bistvu name of the game že zadnjih let človeštva. Ne? Moški pač se trudimo na nek način priti skozi te močne filtre. Ne? In zaradi tega se moramo skozi čas, skozi življenje naučiti, kdo pravzaprav želimo biti, kaj smo sposobni nuditi, kaj moramo narediti za to, da smo sposobni nuditi to, kar bo nas naredilo drugemu spolu ali pa pač na katerikoli spol smo pač usmerjeni, atraktivno. Ja, in v bistvu včasih tudi znati sprejeti zavrnitev oziroma znati sprejeti besedo ne. Je to sicer kontradiktorno, se bo sigurno kakšen moški norca delal. Včasih nam je ženskam na nek način zelen znak, da nekdo, ki mu rečemo ne, glej, pač mi ne ustrezaš, da to dobro in zrelo sprejme.
In si pri tem pridobi točke, tudi če je mogoče v tisti relaciji na tak način ne bo nič, ampak še zmeraj ta ženska bo rekla, ja, lej, on ni bil zame, je pa drugač face fund. Bo povedala svojim prijateljicam. Tako bo povedala svojim prijateljicam, ker pa če ti ob tem narediš štalo, narediš problem, začneš pritiskati, enkrat z grožnjo, enkrat s tem, enkrat ne vem s čima, pa si na tej črti izgubil. Ja. In tle je bil en zanimiv trač, ga moram dodati glih zaradi tega, ker sem bila tudi jaz spletena. Po koncu šova, po koncu snemanja, vmes ob začetku predvajanja, sem se zelo veliko slišala in tudi družila z Janjo. In tudi z Maticem malo, ker ona dva sta pol tudi ostala v dobrih odnosih, smo skupaj celo pogledali prvo epizodo, smo se imeli ful fajn, smo naredili en večer, smo bili mi trije, pa celo še mama od Janje je prišla, tudi res super ženska, to je bil en boljših večerov lanskega leta, tako bom rekla. In sem navezala z njim prijateljski stik, ampak govorimo prijateljski stik. Prvič, da sem sploh imela z njim malo več komunikacije, ker itak znotraj šova mi se nismo spoznali. Jaz sem spoznala Denisa, slučajno tudi Janjo malo bolj, ampak drugače ostale sem za vzorc spoznala. No, in sva začela prijateljevati. In kar mi je bilo všeč pri njem je bilo, da me je enkrat čisto praktično iz nikoder poklical oziroma kontaktiral in rekel, lej, jaz veliko razmišljam od tega, kar je bilo o meni rečeno v šovu, so bile ene stvari, ki si jih ti rekla, jaz bi se rad s tabo pogovoril o tem. Jaz sem rekla, wow, to je zelo zrelo, zdi se mi lepo, pač svaka čas, da si me poklical in rekel, lej, s tabo želim razčistiti stvari. To je dobra podlaga za prijateljstvo. Jaz sem rekla, ja, valjda, seveda, kdaj imaš čas, ne? No, in do tega sestanka nekaj cajta ni prišlo, ker oba sva imela pač ful dela in pa vendarle se mi javi en večer. In pravi, zdaj sem pač frej, je bila že precej pozna ura, a ima zdaj cajt za eno pivo. In jaz sem ravno pač, zdaj res nam ven hodila, veš, make-up imam že dol, pa vse. Lahko pa, če želiš, če si v bližini, glede na to, da si zadnjič bil pri meni, pred njim bova spila pri meni, eno pivo pa mi lahko poveš, kaj je. In res pride in se pogovoriva o vseh teh stvareh, je bil kar nekaj cajta in še čez polnoč naslednji dan je imel rojsten dan. In je ostal več cajta čez polnoč, na 2 uri. In ko je šel, sem ga še objela, sem rekla, vse najboljše, hvala, ki si prišel, res si face fun, sem vesela, da sva danes to razčistila in upam, da bomo prijatelji. No, kar je pa sledil, to so tudi mediji pobrali in v bistvu nisem nikoli od tega govorila, pa bom zdaj to zgodbo zaključila, boš dal še kakšen komentar. Kar je pa sledil je, da je on to čisto narobe razumel. Jaz sem pa v parih dneh slišala, da okrog razlaga, veš, končno mi je uspel priti do nje, meni je ona to huda. Jaz, ko sem se nje dotaknil, veš, jaz sem kar imel pač neke, bom lepo rekla, neki spolni sokovi so po meni razvreli. Jaz, ko sem šel domov, sem še celo pot na to mislil, naslednji dan sem to mislil, v posli sem na to mislil, jaz sem bila, na kaj si ti mislil, enkrat sva se zdaj srečala in sva se pogovarjala o nečem, kar ne bi bila prijateljska debata. In jaz njemu to povem. Sem rekla, Živja, če si ti mogoče malo narobe predstavljal vse to skupaj, bi ti rada sem povedala, da z moje strani ni enako in da je lepo, da si prišel, ampak tle se zgodba konča. No in od tam naprej sem imela toliko hude probleme z njim, da sem rabila pomoč zunanjo. Govorimo od tega, da sem imela po 20 ali pa 30 neodgovorenih sporočil na vseh kanalih, od žalitev do hvaljenja, spet do žalitev, monolog, v katerem nisem sodelovala. Pa so bile to v skupinskih chatih, sem začela dobivati te stvari in pa na koncu sem bila, daj bo tega konc, trajali že en mesec pa pol. In no, pa ko se nisem odzvala, je na storije začel objavljati, pač ne vem, da sem manipulatorka, da sem ga zavajala. Sem rekla, če sem jaz tebe človek zavajala? Tako da, kar hočem reči, je, velik korak zrelosti je tudi to, da veš, kdaj se moraš ustaviti in da znaš čitati osebo na nasprotni strani. Želje niso dovolj samo tvoje želje, ampak moraš upoštevati tudi tisti tvoj slučajen predmet poželenja na drugi strani. In če je ne, je pač ne. Ja, zelo pogosto je, da si moški napačno razlagamo signale kot, nek hrup si razlagamo kot signal, to pa je signal, paritveni signal ženske. Kašen. Ne? Ampak, to je toliko pogosto že samo zaradi tega, ker bodi si malo pomanjkanje izkušenj, ali pa pač tako hudo pomanjkanje topline,
da prepoznamo vsako malenkost, vsak objem, vsak dotik prepoznamo kot, ok, zdaj pa se bo nekaj zgodilo. Ne? Zdaj pa, že začnemo fantazirati, že napletemo zgodbo. In potem, kaj se zgodi? Druga oseba nam to razloži, že malo frustrirana, zaradi tega, ker kam je to privedlo, jaz sem samo v prijateljskem odnosu. In seveda, je reakcija, ti si meni uničila sanje. Ne? To je bila moja... Jaz sem mislil, da je to, napeljala, ono tretje. Ne? In seveda je naša odgovornost, da pravilno prepoznamo neke signale in zaradi tega se pač načeloma moramo tudi izpostavljati takim situacijam. Ker jaz mislim, da ni drugega načina. Seveda, obstaja na internetu, vsi pa njihove mame imajo neke kurse, v katerih ljudi učijo, kako biti atraktivni ali pa kako komunicirati z ženskami in tako naprej. In tudi nekateri od teh so dejansko dobri in koristni, ampak nič ni ga preko dejanskega nabiranja izkušenj. Zdaj pa pri nabiranju izkušenj pa pač moramo skrbeti za to, da ne množimo z nulo. Ja, Ne? tako, ja. Se pravi, da ne naredimo nič katastrofalnega, kjer bi pač dejansko svojo podobo, svojo sliko sebe toliko očrnili, da ne bi mogli več naprej. In to se pač včasih tudi dogaja. Ne? Se pravi, da ljudje pač premočno reagirajo na neko situacijo, zaradi tega, ker seveda poslušajo svoja intenzivna čustva in nikoli ni fajn biti zavrnjen, seveda tudi ni fajn zavračati, ne? Ni fajn druge osebe tudi postaviti v ta položaj, ne? Ampak da pridemo do te pozicije, ker to celo dinamiko prepoznamo, že moramo imeti ogromno izkušenj. Teda ja, mi je žal to slišati, no, da si imela tako izkušnjo. Ja, kaj ne rečem, na tisti točki sem pol tudi jaz razumela, zakaj je bila Janja tuk žleht. Tako bom rekla, mislim, tuk žleht. Moram priznati tudi jaz, ko sem gledala ene seke, sem bila pa daj Madonca, pa bo malo bolj prijazna, pa če ne drugega, veš, smo na televiziji. Pa, ko sem to videla, na kakšen način se ta frustracija izraža, sem bila, še dober si bila, v redu si bila, jaz bi bila slabša. Ne? Ja, nič, hvala ti za to. Kaj več bomo pa še Janjo vprašali, da vidimo, kaj ona meni. Ok, hvala. Janja, živjo. Življenje. Jaz sem prav vesela, da si ti prišla za te prvo gostjo od naših sokandidatov. Tako da, In jaz sem najbolj počaščena. povej mi, kako je tvoje življenje zadnje cajte, kakšne zanimive spremembe. Wow, čist divje, moje življenje trenutno. Itak. Malo sem se preselila, več časa preživljam v naravi, v divjini, tako da se mi zdi, da hodim res proti sebi. Tako je, malo stran od družbenih eksperimentov. Tako je. Človek rabi malo počitka. Povej, kako se je kaj tvoje življenje spremenilo po vsem tem? Po vsem tem, kar smo doživeli skupaj. Tako. Ja, dobila sem več prepoznavnosti, kar je bil kar zanimiv šok. Ne vem, nisem si predstavljala, da se tako, da te toliko ljudi potem prepozna, kjerkoli se pojaviš, da si v bistvu kot njihov prijatelj. In hkrati pa sem ponosna na se, da sem stopila iz cone udobja pa probala nekaj takega, tako kot danes. Ja, to je ena izmed takih zelo fascinantnih stvari, ki se ti zgodi, ko si enkrat po televiziji. Jaz sem to že enkrat bila tako malo šokirana nad tem. Ljudje, ki te vsak večer gledajo in ki se pač jim predstaviš v javnosti na kameri, sploh za neke čustvene plati, imajo počasi, dobijo občutek, da te poznajo. Ja. In ko te srečajo, se reče, pa se to je, jaz pa njo poznam, jaz pa Janjo poznam, se ona je praktično moja kolegica. In te tako tudi obravnavajo, ti pa tega človeka ne poznaš. Ja. To je kar tak družbeni šok. Čeprav ti se mi zdi, da si kar doživela odziv družbe tudi na načine, kar ni bilo prav, da si ga. In tudi na neke načine, ki niso najbolj, ko ne rečem, pozitivni, če smo prav pošteni. In to zaradi brezveznosti. Imeli smo kar neki debat se je rodili, ki se po moje ne bi rabile roditi. Kdo se brije, kdo hodi v naravo, kdo hodi bos, kdo je drugačen, kdo kako nosi make-up. Kaj pa to? Kaj pozameš o tem? Mogoče se mi zdi v bistvu dobro, da se govori o tem, zato da se vseeno premikajo ene stvari, pa da se odpirajo ene teme. Hkrati se mi pa zdi,
mogoče ne toliko na mestu, da se obsoja druge. Zdi se mi pa prav, da se odpirajo te tematike, pa da se, tako kot zdaj, pogovarjamo o tem, zakaj je prav, če se kdo brije ali ne, če si puščam dlake. Ne vem, jaz sama sebe trenutno sprejemam v takem odrazu ženskosti in to ni nujno, da traja večno in ne vem, koliko časa traja, ampak ja, pač to je trenutno moja odločitev in se mi zdi, da je tako prav, da hodim bosa ali da ne nosim visokih pet. Ja, pač to so moje preference in se mi zdi, da se ne tiče toliko drugih, kaj je meni všeč in kako živim. Definitivno te ni spremenilo to, da je nek Damjan Murko ali pa neka Jožica, ki gleda zvečer Planet, imela mnenje o tem, da je ogabno, da nima pobriti vzduha ali kakorkoli, ne. Ja, saj, kakor si majhna in kompaktna, si človek zelo močne hrbtenice in točno veš, kaj hočeš. In to je ena stvar, ki jo imam jaz pri tebi zelo rada in tudi ljudje, ki te poznajo zagotovo in tudi tisti, ki bi te mogli boljš poznati preko, ker kaj rečejo, bi bili nad tem navdušeni. In se mi zdi, da glih to, da točno veš, kaj hočeš, te je pelalo skozi eksperiment, tako kot te je pelalo. Povej mi, kako si videla svojo relacijo do Matica? Vemo, na začetku že tako ni bil najbolj človek, ki bi ga videla in rekla, ja, že čutim, da je to, pa tudi kasneje se je skazalo, da mogoče, dajmo malo karikirati, ne zadovoljuje tvojih potreb, čeprav očitano je bilo, da ti ne njegovih, ne? Ni se šlo. Ne vem, zanimivo je bilo spoznati enega tazga človeka. Glih včeraj sem brala v dnevniku, ker sem pisala, kaj narediti, ko te nekdo tako ne privlači in te ne vleče k njemu. In on je bil en človek, ki mu jaz v bistvu ne bi dala priložnosti. Ampak je bil pa zanimiv eksperiment, opazovati, zakaj ne in če se mogoče vsaj da nekaj iz tega razviti ali pač ne. Tako da ja, jaz sem se od tega, se mi zdi, da veliko naučila. Veliko o sebi, pa veliko o družbi in o moških. Se mi zdi, da kje trenutno smo v bistvu kot družba. Tako, kje smo trenutno kot družba. Meni je bilo všeč pri tebi, ker tako, kot sem te jaz videla, ker sem te imela priložnost pač videti, ne samo tako, kot kamera zmontira, ampak tudi drugače. Ti si dejansko imela že v sebi to kapaciteto, da pač ta spoznanja narediš, da ta premik narediš, da pač v bistvu sama skozi sebe rasteš. Tega niso vsi sposobni, ne? To je v bistvu v tem samem šovu je to naloga strokovnjakov. Oni naj bi bili tisti, ki naj ti to odprejo in ti to omogočijo. Ti si pa to sama naredila, ker pot v šovu je šla v drugo smer. Oni so tebe v bistvu, oni so hoteli, da se ti spremeniš, da skoraj malo prisilata, ne, pa saj sta popoln par, daj prosim, dovoli mu že, da spi s tabo. Tako sem jaz to dojela, ne, ker, tako da to mi je bilo všeč, da si ohranila to integriteto in da si pač vedela, da imaš prav, a ne, ker dobro je vedeti, kaj si želiš. Ja, in jaz mislim, da za ženske je res pomembno, da ohranjamo to moč v sebi, ker ljubljanje in seks in združitev pač moškega in ženske, to je nekaj res tako posebna stvar, poseben akt, kjer se združita te dve energiji in če moški, itak večina moških samo to želi izkusiti, ne vem, ne znajo delati svojo seksualno energijo in ne znajo vlagati v prave stvari, projekte in si to želijo in ženske imamo moč, da pač stojimo za svojimi željami in ne razdajamo tega kar vsem. In pač treba je postaviti meje, treba je vedeti, kaj si želimo in ne dajati vsakmu priložnost. Tako, zato mi je bilo tudi zanimivo, da se je dejansko najdel nek znaten del, zadosti znaten, da je bilo pač slišati njihovo mnenje, ki so pač bili
lih tega mnenja, ne, pa zakaj, čisto tako zdaj malo karikiram, najgrše besede, niso si tako rekli, ne, zakaj jo ona špara, ne, pa ne bo že z njim. Hkrati gre pa družba v eno smer, ne, kjer recimo je popularen, ne vem, OnlyFans, kjer se je seks, spolnost tukaj pocenil, to je ratlo nekaj cenenega, ne, da je na vsakem koraku za par evrov, če tako rečem, pa nobenega ne obsojam, ampak samo kot kontrast, ne, in pa se najde nekdo, ki želi biti kreposten, ki to tudi pove, ki pove, pač jaz šparam to kot nekaj lepega, kot nekaj svetega in ne bom tega dala na plano in je tudi to narobe, ne. Tako da sploh ne vem, v kakšnem stanju je družba, zakaj je tukaj zmedena, kaj bi zdaj radi, da smo vsi z vsemi, ali da ima dejansko kdo tudi kakšno vrednoto, ne. Ja, mislim, da manjka vrednot dejansko in da manjka sploh tega, da mi sami pri sebi vemo, kaj si zares želimo, ne da kar se je prav tudi eksperimentirati, ampak da vsaj veš, v katero smer greš in kaj si želiš. Pa ja, meni se še vedno zdi, da pornografija in te OnlyFans in vse to ustvarja zelo veliko problematiko pri moških in tudi potem pri ljubljenju in seksu. Ja, absolutno je to čisto ena druga sfera za ta del odnosa in kakor že drugačni so neki ti kvalitetni odnosi v ospredju in v porastu, je pa to še dodaten problem. Ampak ja, pa se pa najde ena Janja, nekaj itak nekaj posebnega, ki je drugačna, ki na vrh tega ne samo, da goji neko krepost, ima tudi nek drugačen pogled na svet, drugačen, ima nek pogled na svet, ki je popolnoma legitimen in pa si drzne še ne pobrit noh, je to očitno nekaj, kar lahko vzbudi kar velik odziv in tle z mojega vidika svakati čas, da si to prenesla, ker je bilo, meni se zdi krivično. No. Ja, je bil kar velik zalogaj. Ne bi rekla, da sem ga tako dobro prenesla. Tudi mene je vmes malo zlomil. Ampak ja, hvaležna sem, ne vem, iz kje to prihaja, ampak v meni je neka moč in volja, da pač se zborim čez in pridem na drugo stran in se borim nazaj in pokažem zobe. No, tako. Ja, z Maticem sta še kaj v stikih? Trenutno ne zares. Ne vem, kako bi rekla, prijateljsko, tako oddaljeno, no. Vsak v svojem svetu. Jaz zase vem, da mogoče ne rabim zares takih ljudi v življenju. Sem hvaležna za ta eksperiment, ki sva ga preživela skupaj. Ampak ja, si ga ne želim nadaljevati naprej. Ja, si mislim. Sej tudi s Timotejem, strokovnjakom, ki ga mi nismo spoznali, ki je bil v prejšnjih 3 sezonah, sva veliko govorila o tem, na čem morajo odnosi sploh sloneti, ne. Da pač tle mora biti prvo kot prvo obojestransko odločitev in drugo kot drugo, vsak mora dejansko nekaj otipljivega prispevati v to, ne. Zdaj, če imaš ti partnerja, ki te bolj praktično obremenjuje, ki tvoje življenje otežuje, pa tudi, če je dober človek, tle sploh ne gre se za to, tle ni polarizacije, kdo je slab ali pa dober, ne, se smo vsi nekje v sivini, ampak lahko ima zelo dobre namene, če tvojemu življenju nekako nič ne doda, da imaš občutek še, da ga moraš vzgajati, da pač, da ti pomnožuje hišno delo, da pač vse skupaj je še večji problem, pa verjetno tle ni neke rešitve za ta odnos. Mislim, ne vem, kako se je pa tebi zdelo, da je bil ta odnos usmerjen, tako recimo strani strokovnjakov in vsega skupaj. Je šlo v pravo smer ali si komaj čakala, da se sam pač konča? Jaz sem pri sebi videla, da sem že na začetku malo skrenila s poti, zato ker jaz sem v bistvu že po poroki želela zapustiti eksperiment, ampak so me drugi malo prestrašili s tem, da si bom pokvarila sliko o sebi, da bojo drugi slabomiselni o meni, zato ker sem obsojala nekoga po izgledu. Ampak ja, pač to je res. Mislim, če me nekaj ne vleče k človeku, me pač ne. Tako da sem že na začetku malo, ja, preveč poslušala druge in se mi zdi, da pol v bistvu ostajala zaradi želja drugih,
ne toliko zaradi sebe. Če bi bilo po moje, bi bilo najboljše, če bi že prej zapustila. Ja, to je bila dilema pri večjih od nas. In tle tudi pogosto vprašanje je bilo od ljudi, ki so spremljali, če je vse tako narobe, zakaj nisi šla? Tle je treba več stvari razumeti, to ni tako enostavno. Ti, ko se odločiš, ti to veš, ampak ti vse en povem, ne? Ja. Ti, ko se odločiš, da boš nekaj takega vstopil, to je cela procedura. Ti življenje temu prilagodiš, mentalno se daš v to. In prideš noter in najboljš, da bi ob prvi oviri obupal. To tudi ni nobeni stvari podobno. Tudi če gre proti tebi, konc koncev, vse en, s tem, ko smo šli v ta eksperiment, smo se nekako zaobljubili bistvu tega eksperimenta. In to je, da ne pričakujemo ljubezni na prvi pogled, ampak pričakujemo osebni razvoj do točke, da bomo lahko z neznancem preživeli ta cajt, najdli skupen jezik, šli prek sebe in se pač nekaj naučili, kar nam bo kasneje prišlo v odnosih prav. To je prva stvar, zato se vztraja. Druga, ja, tudi kako to zgleda. Lahko si, če se vživiš v to situacijo, prideš tja, nekoga ti dajo in zdaj, ni mi všeč njegova barva las, lepo zdrav, ne, pač to nima smisla. In tudi hkrati spodbujani smo bili k temu, da ostanemo, ker koncu, če gremo kar vsi ven, kaj pa je konc oddaje. Kaj pa je naš doprinos? Kaj pa je naš doprinos? Ampak ja, pač sej to je bila ena izmed teh stvari, čez katere sem mogla iti, ker sem se itak tudi želela naučiti in dobiti to znanje, kako je sploh živeti z neznancem ali z moškim, ker jaz tudi tega prej v življenju v bistvu nisem imela. Nisem z nikomer tako živela skupaj prav, da bi si delila življenje in prostor. Tako da to mi je bila zelo zanimiv aspekt tega eksperimenta, ki je bil hkrati ekstremno naporen in utrujajoč. In sem začela mogoče bolj ceniti ljudi, ki si delim prostor in dom z njimi. Tako da Ja, je pa tudi tako ti kot jaz, sploh zate, za vaju se je govorilo, da sta na začetku preko, ker se je karkoli začel zares dogajati, da sta eden izmed boljših parov, da sta perfekten par, ne, zato ker sta pač, recimo, da zgledala podobno. Tudi meni je bilo recimo rečeno, jaz, ko sem se pol na koncu, ko sem se odločila, da bom šla, da so mi najdli perfektnega partnerja. Partnerja, v katerega se bom, s takim zanosom so mi to povedali, da pač sem tudi jaz to čist vzela za svoje, ne. Partnerja, v katerega se lahko res zaljubiš. On je krasen. In tudi, jaz sem rabila kar nekaj cajta, da pol, ko so šle stvari narobe, da sem to premlela, ne, ker sem imela skozi v glavi, če so strokovnjaki določili, da je on perfekten, je z mano nekaj narobe in moram počakati, da se to izrazi. In mislim, da je bilo tudi prvo spodobno. No. Ja, ne vem, kaj točno so bile te točke, ne vem, a ta joga in mal mogoče stikališče v tem spiritualnem svetu, kaj je bilo tako, zelo majhno v bistvu. Ampak v vseh drugih aspektih življenja se pa najine poti niso zares prekrivale in si prišle blizu. Tako da mi je bilo zanimivo, ne vem, čist točno kako. Mogoče sem jaz tudi kriva, da nisem dobro opisala, kaj si želim. Ampak se mi zdi, da mene je tudi zanesel to, kar so meni tudi povedali, da so najdel perfektnega partnerja za me in sem tako, wow, in jaz v celem svojem življenju mi ni ratalo tega in zdaj ste mi vi in sem tako, wow. Ja, in pol, ko vidiš, da ni tako, rataš tečen. Ali si tako, kaj je zdaj z mano narobe? Ali pa ali si pa sem tako malo obupan, da sem. Janja, jaz ti obljubim, da s tabo ni nič narobe, tako, ker si svež veter in ostani taka. In sem ful hvaležna, da sem te spoznala in tudi hvaležna, da si danes prišla. Tako da, hvala, reality check tukaj zaključujeva in jaz imam tudi tebe rada. So bile midve darila eksperimenta. Midve so najboljši pa. Ja. Pridi še k meni v banjo. Lepo bodi. Enako.